predsednik države Borut Pahor bo tudi to poletje zelo aktiven. V nadaljevanju projekta Skupaj spodbujajmo drug drugega bo kuhal hrenovke, likal ženske poročne obleke, nabiral borovnice, urejal izložbe, izdajal dovolilnice za sprehajanje psov, prodajal avtobusne vozovnice, obročkal kanarčke in še marsikaj. Med zanimivejše projekte, ki se jih je lotil to poletje, lahko gotovo štejemo njegov preboj na velike in male ekrane. Prav ste slišali, Borut Pahor odslej tudi v akcijskih filmih. Že pred dnevi ste morda opazili njegov nastop v napetem trilerju Ko smrkci udarijo. Gre za napeto akcijsko dramo, v kateri sta glavni moški vlogi sicer še pridržani za predsednika KPK Gorana Klemenčiča in njegovega namestnika Roka Praprotnika, ki se neustrašno spopadata z grabežljivimi lovkami korupcije in organiziranega kriminala. Klemenčič in Praprotnik s forenzičnimi metodami odkrijeta edini zveličavni način za vodenje slabe banke in projekt privatizacije, pri tem pa trčita na nasprotovanje poslancev državnega zbora. Klemenčič zato čisto odkrito pove, da bi ga večina v državnem zboru najraje utopila v žlici vode. Brez ustreznega institucionalnega okvirja smo brez tega obsojeni na životarjenje in ciklične regresije in recesije. Tu pa v akcijo stopi Pahor, ki, no, saj boste videli, abonma ste tako ali tako že vplačali. Sovražim smrkce! Ko smrkci udarijo, pa ni edini projekt, v katerem bo Pahor letos nastopil. Jeseni ga bomo lahko gledali v parodiji na družinsko dramo Kdo je pravi kekec? Tokratna predelava arhetipske zgodbe prihaja na prizorišče pod naslovom Kdo je pravi Igor? Vsak me sprašuje, kdo je pravi, do veselje združi v zabavi. V napeti zgodbi, polni dramatičnih zasukov, se za mesto predsednika hišnega sveta potegujeta dva Igorja. Prvi je Igor Lukšič, sin Rdeče revolucije, profesor fakultete pri Marksovi bradi, vzoren mož in oče, ki ve, kaj je hišni red. Mi, socialni demokrati, imamo srce. Center življenja. To je edini rdeči monopol, ki je še ostal. In desnica bi nam izruvala še tega. Srca ne damo. Bije levo zgoraj. Ima proti tej strastni zavzetosti oni drugi Igor sploh kakšno možnost za uspeh? Lahko potrdim, da seveda se pogovarjamo predvsem o tem, da je potrebno oblikovati nove alternative, da je potrebno oblikovati nove strategije oziroma oblikovati vizijo, ker je zaenkrat ni posebej čutiti. Za Igorja Šoltesa je bitka videti izgubljena, a kaj ko so na njegovi strani čebinska preteklost, murgelska sedanjost in svetla prihodnost. Kdo bo torej zmagovalec tekme za predsednika hišnega sveta? To je trenutek, ko v dogajanje poseže glavni junak zgodbe, Borut Pahor v vlogi razsodnika. Kaj pa je zdaj? Srca ne damo. So what? So what? Lahko potrdim, da je potrebno oblikovati vizijo, ker je zaenkrat ni posebej čutiti. In tu se prava drama šele začne. Oba protagonista predstavita svoj program. Igor Šoltes se zavzema za nujno popravilo dvigala, brez pospeškov ni vizije, je prepričan. Igor Lukšič mu ostro nasprotuje. Stopnice so bolj zdrave za srce. Stanovalci so razdeljeni. Eni bi se lagodno vozili z dvigali, drugi bi nabirali kondicijo s hojo po stopnicah. Hišnik, sicer viden pripadnik spontanovstajnikov, pa pravi: Sam da ne pride Janša. Kaj pa bo na vse to rekel Borut Pahor, ki v tej tragični soseski drami prevzema zahtevno vlogo razsodnika?